Pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. V tokratnem omizju bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, ali smo korak bližje ustanovitvi pokrajin v Sloveniji. O najnovejšem predlogu strokovne skupine bo natanko čez en teden razpravljal Državni svet Republike Slovenije, mi pa že danes gostimo Alojza Kovšco, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, Petra Misijo, predsednika Skupnosti občin Slovenije in doktorja Boštjana Brezovnika, vodjo strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje. Seveda dobrodošli pri nas in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Gospod Kovšca, kakšna je po vaši oceni pripravljenost političnih strank, da podprejo in sprejmejo predlagani koncept pokrajin v Sloveniji? No, najprej treba povedati, da nobenega uradnega stališča političnih strank v Državnem svetu nimamo, ker v tej fazi priprave pokrajinske zakonodaje politične stranke niso sodelovale. To je bilo namenoma. Drugače pa iz osebnih razgovorov z predstavniki političnih strank in člani, predvsem s tistimi, ki so v Državnem zboru, pa ugotavljam, da pripravljenost še nikoli ni bila tako velika in iskrena, kot je sedaj. Razmere so se spremenile, Slovenija ni več takšna, kot je bila ob zadnjem poizkusu uvajanja pokrajin. Potem ta bolezen COVID-19 in vse posledice, ki jih čutimo, so nas vse, ki se ukvarjamo z odločanjem, vodenjem, dejansko streznile in pripravile do razmisleka, kaj je dobro in kaj ni dobro v sistemu, kot ga imamo. In jaz sem zelo optimističen, zelo prepričan v to, da ta poizkus ustanovitve pokrajin, ki dejansko prihaja od spodaj navzgor, pri politiki ne bo doživel zavor, temveč eno iskreno voljo po sodelovanju, po spremembah, po optimiziranju sistema, ker tako, kot je sedaj, ni dobro. Hvala za to uvodno razmišljanje. Gospod Misija, zakon o lokalni samoupravi je nekoč že predvidel pokrajine, ki bi jih ustanovile občine. Ampak ta rešitev nikoli ni zaživela, ni niti ustrezala ustavnemu konceptu, niti merilom Sveta Evrope in pač do tega nismo nikoli prišli. Kaj je danes drugače in kaj ste pripravljeni podpreti? No, pravzaprav, če lahko rečem po domače drugače, ni nič kaj veliko od takrat. Mi smo, če se spomnim, tam že leta 2007-2008 bili zelo blizu rešitvi za pokrajine, pač ni bilo politične rešitve takrat, vendar pa občine smo se vsa ta leta zelo zavzemali, da bi prišlo do ustrezne rešitve. Seveda, pač, kot je rečeno, politične volje ni bilo. Je pa recimo pred 2 leti, 2018, Marjan Kardinal opozoril, kako bi se morda dalo to rešiti v Pomurju in je takrat se organiziral, da bi pač bilo, sicer to ni zaživelo, ampak je pokazal, da pokrajine mi nujno potrebujemo. In jaz sem tudi mnenja že od takrat, ko smo, če se prav spomnim, na bordu razpravljali, mislim, da je leta 2007, o temo, že od takrat naprej sem trdno prepričan, da pokrajine potrebujemo, ker bomo s tem rešili prvič manjše občine, pa tudi organiziranost na določenem območju. Tako da jaz tudi verjamem, da bo enkrat do te rešitve prišlo. Hvala. Gospod Brezovnik, strokovna skupina, v kateri so zbrani številni ugledni strokovnjaki z različnih področij, je zaključila še en krog usklajevanja. Kaj iz dosedanjih razprav, verjetno tudi pripomb na prejšnje predloge, ste upoštevali v tem najnovejšem predlogu? Po čem je ta, recimo zdaj, še bolj pripravljen za sprejemanje, kot je bil prej? Ta trenutek v strokovni skupini sodeluje preko 60 strokovnjakinj in strokovnjakov z različnih področij, ki se tako ali drugače ukvarjajo z vprašanjem regionalizacije in spodbujanje regionalnega razvoja in seveda tudi z področja javne uprave in vzpostavitve učinkovitega sistema javne uprave. Tako da člani strokovne skupine so bili izrazito intenzivni, saj smo v tem letu in pol pripravili dodatne študije, hkrati smo pa pripravili celovito zakonodajo, se pravi z osnutki 3 temeljnih zakonov, to gre za zakon o ustanovitvi pokrajin, zakon o pokrajinah in pa
zakon o financiranju pokrajin, ki temeljijo na zakonodaji iz leta 2008, ker je bila že takrat odlično pripravljena. Strokovna skupina je ob tem pripravila tudi pregled celotne slovenske zakonodaje in presodila, katere pristojnosti bi se v prvi fazi lahko prenesle s ravni države na regionalno raven in da bi na ta način spodbudili vzpostavitev enovitega regionalnega upravnega sistema, ker ključni problem, ki ga imamo danes, je v tem, da imamo znotraj Slovenije 20 različnih upravnih sistemov, ki so zaživeli in se vzpostavili vsak po svoji poti, od srednješolskega izobraževanja do recimo finančne uprave, policijske uprave in tako naprej. In seveda je ta predlog strokovne skupine osredotočen na učinkovitost vzpostavitve regionalnega upravnega sistema, ki bi temeljil oziroma katerega temelj bi bil spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in seveda to, kar je tisti bistveni doprinos, pa je ravno pregled vseh pristojnosti po 151 zakonih, ki bi se v obdobju do leta 2030 postopno prenašale v pristojnost pokrajin. V zborniku pokrajine v Sloveniji sem našel en odlomek, ki utemeljuje, da bi bilo najbolj optimalno, če bi imeli 8 pokrajin. Sedanji predlog vsebuje formulo 10+2, se pravi 10 pokrajin in poseben status Ljubljane in Maribora. Kaj ta odmik od optimalnega, vprašanje je namenjeno seveda vsem trem, tako kot vsa naslednja do konca oddaje, torej kaj ta odmik od optimalnega pomeni za dejanske pristojnosti in vsebino, zaradi katere potrebujemo pokrajine? Ja, če dovolite, mogoče iz strokovnega vidika, se pravi, strokovna skupina sledi priporočilom Sveta Evrope o tem, da naj druga raven v teritorialnem smislu naj ne bi obsegala manj kot 100.000 prebivalcev. In seveda, če gledamo z vidika, se pravi, z vidika kolegov geografov, z vidika upravnih sistemov, bi bil najoptimalnejši model 8 pokrajin. Vendar se mi zavedamo, da to vsi skupaj v strokovni skupini, da to politično ni sprejemljivo, predvsem zaradi tega, ker bi pri konceptu 8 pokrajin, recimo Koroška in pa Prekmurje ne bili samostojni, bi se morali povezati celo z Štajersko in pa Savinjsko. Hkrati bi imeli združeno Goriško in pa Primorsko-Notranjsko in tako naprej. In seveda, ker vemo že iz preteklosti, se pravi iz let 2007-2008, da ti predlogi niso bili takrat podprti in da je šlo tudi proti predlogom ustanovitve 14 pokrajin, smo si pač postavili to omejitev strokovno, da naj pokrajina ne bi imela manj kot 100.000 prebivalcev in na tej podlagi smo prišli potem do predloga ustanovitve 10 pokrajin plus 2 mest z posebnim statusom, se pravi Maribor in Ljubljane, ki bi izvrševali tudi pokrajinske pristojnosti. In iz tega strokovnega vidika je ta koncept vsebinsko ustrezen, zato ker med temi pokrajinami ne bi bilo prevelikih razlik, imele bi med 100.000 in 300.000 prebivalcev, kar pomeni, da se bi na vse pokrajine lahko prenesle pristojnosti v enakem obsegu in hkrati bi lahko na tej podlagi vzpostavili tudi vzdržen sistem financiranja pokrajin. Kaj pravite, drugi gospod Kovšca, vi ste prej? Ja, najprej treba povedati, da je bilo temeljno vodilo, ko smo se sploh začeli pogovarjati o vnovičnem poizkusu ustanovitve pokrajin, je bilo temeljno vodilo to, da so pokrajine razvojno naravnane entitete. Če s pokrajinami dobimo samo še eno vmesno strukturo oblasti in ne pridobimo na kakovosti upravljanja in vodenja, potem nismo dosegli ničesar. To je bilo tudi temeljno merilo, ki ga je upoštevala strokovna skupina pri pripravi pokrajinske zakonodaje. Seveda pa je treba uvodoma tudi povedati, da pokrajine, tako kot so zamišljene oziroma tako kot je predlagana teritorialna delitev, to služi predvsem izračunu stroška, ki bo nastal z nastankom novih pokrajin, z uvajanjem nove ravni oblasti, ker to zagotovo ne bo poceni. Mi pa verjamemo, da bodo končni efekti prinesli več koristi, kot bo stroškov.
Ampak, da bi lahko sploh izračunali, koliko nas bo ta proces stal, je bilo treba neko teritorijalno členitev uporabiti kot model in jo predlagati odločevalcem v končno odločitev. Nikakor pa to ne pomeni, da je teritorijalna delitev pokrajin, kot je sedaj zamišljena, zabetoniran koncept, ki se ga ne spreminja in da posamezne občine ne bodo skozi čas in skozi razvoj situacije na Slovenskem lahko šle iz ene pokrajine v drugo, to je vse možno. Če bi gledali nekako statično na stanje, kot je bilo v Sloveniji ob prvih poizkusih ustanovitve pokrajin, je bilo pa res bistveno drugače, kot je danes. Mnogi demografski, ekonomski, tudi če hočete politični tokovi so se spremenili. Nekateri kraji so pridobili na teži, so pridobili na moči gospodarstva, pridobili na številu prebivalcev, drugi kraji oziroma celotni deli pokrajin se pa praznijo. Ena izmed temeljnih idej in potreb, ki naj bi jih pokrajine zadovoljile, je potreba po decentralizaciji. Mi imamo trenutno stanje, ki preti, da če se bo nadaljevalo tako, kot se procesi odvijajo sedaj, bo osrednjeslovenska regija postala na nek način črna luknja slovenskega gospodarstva, pa tudi demografskih tokov. Vse se koncentrira proti centru, periferija izgublja na ekonomski moči, izgublja tudi kot interesno področje za ustvarjanje mladih družin in s tem demografsko. In te težave smo poskušali nasloviti na način, da ne uvajamo ad hoc rešitve in tudi sam proces ustanavljanja pokrajin ni enkratni dogodek, pač pa gre za dolgotrajni proces, v katerem bodo imele družbeni podsistemi možnost prilagoditve, pa tudi karierne aspiracije posameznih ljudi, ki sedaj živijo v enem sistemu, ne bodo prizadete. V glavnem ta rok za vzpostavitev pokrajin je dovolj dolg, sistem je dovolj fleksibilen, da se lahko nekatera nasprotja razrešujejo na popolnoma miren, demokratičen način in da pustimo času čas, da se zadeve urejajo brez, recimo temu, sekanja obstoječih vezi, ki že obstajajo med nekaterimi občinami in nekateri projekti se tako izvajajo in možnost, da nastajajo pa nove vezi s tistimi občinami, ki se bodo znašli potem pa v skupni pokrajini. Bistvo tega procesa je, da ni dirigiran od zgoraj navzdol, bistvo je, da se je začel od spodaj, bistvo je, da ne sekamo nobenih obstoječih povezav, ampak odpiramo možnosti za nastajanje novih. Če me ljudje vprašajo, ali bi s pokrajinami zdaj dobili samo še en administrativni nivo, jaz pravim, da ne. Dobili bomo še en nivo, ampak s tem bomo odločanje iz ozkega kroga ljudi v centru, v Ljubljani, prenesli bliže lokalni samoupravi, bliže občinam in ga prilagodili potrebi posameznih regij. Če bi to čisto preprosto rekel, Slovenija se sedaj obnaša kot multinacionalka, ki ima sedež koncerna v Ljubljani in delovodje po Sloveniji. Direktorjev obratov pa nimamo. In način komuniciranja županov, ki jih je 212 in morajo za posamične probleme naslavljati ministrstva, je v takih pogojih centralizacije zelo vprašljiv. A si vi predstavljate, kako 212 županov pride do ministra v enem letu? Jaz si ne. Pa prav gotovo imajo vsi potrebo vsaj enkrat na leto spregovoriti z resornim ministrom. Po četrtka, kako to izgleda? No, lahko rečem, da sicer nekaterim ministrom tudi lahko pridemo, pa tudi ministri niso vse, ne? Saj imamo kakšne druge ljudi, ki upravljajo v državi, ampak tu se moram pa za predsednikom zelo strinjati. Veliko težav je, da že samo potjo v Ljubljano, ne? In pa tudi vsa ostala komunikacija veliko težje poteka. Tako da bi rekel, da tudi v tem smislu mi moramo decentralizirati Slovenijo, moramo dopriti do nekih inštitucij,
Bi pa mogoče to povedal, takrat smo se leta 2007-2008 pri številki za pokrajin najbolj sprli, ali pa ta zadeva najbolj ni stekla. Je bilo 12, pa mislim, da se je pokazal polje Velenje, pa Ptuj še zraven, da smo prišli na 14 in tako naprej. Sam osebno nikoli nisem se ukvarjal z nobeno številko. In to se mi zdi tudi nesmiselno v tej fazi ukvarjati, čeprav bi dal prvo, kar se da povedati strokovno. In to se mi zdi zelo pomembno, da strokovnjaki povejo, kakšno naj bo približno to število, da vidimo tudi, kako bo potem tekel denarni tok in sama organizacija. Sam pa lahko rečem, da imam že točno, nimam nobenih problemov, mi imamo Savinjsko našo, pa smo se včasih celo zafrkavali, da ne bi radi bili Savinjčani v Podčetrtku, ampak Celjani, tako da ime niti ni pomembno, pomembno je pa res, da pač pridemo do teh pokrajin. Hvala. Eno zanimivo vprašanje. Mi smo do zdaj zlasti za črpanje tako zvanih evropskih sredstev imeli dve kohezijski regiji. Zdaj s tem predlogom, če pride do ustanovitve pokrajin po tem predlogu, kaj se bo pravzaprav zgodilo s tema dvema kohezijskima regijama in kaj bo pomenila ta sprememba za tistih 6 razvojno ogroženih regij v Sloveniji, ki so nekako nekje vmes. Niso seveda, bom rekel, ne vem, na nekem robu ali pa niso skoncentrirane na enem mestu, da bi jih lahko dodatno skozi neki kohezijski mehanizem v bistvu delili naprej. To nimajo vez. Pokrajine mislim, da tu neke posebne zadeve nimajo. Vzhod, zahod bo verjetno obstajal. In tukaj imamo veliko več drugih problemov, da imamo na vzhodu tudi kakšno dobro občino, pa na zahodu kakšno slabo in to v bistvu nam, bi rekel, pri samem toku evropskega denarja ne gre nekako skozi. Vsekakor pa bo se to po mojem oceni ohranilo, ampak ravno tukaj bojo pa tudi imele pri pokrajine veliko večjo moč za črpanje evropskega denarja. No, ravno to sprašujem zaradi tega, ker dejansko mi smo zdaj imeli to delitev na dve in še vedno jo imamo seveda, ampak recimo v vzhodno kohezijsko regijo spada tudi Notranjska, ki vemo, da je globoko v bistvu na nek način na jugozahodu države. To je en, bom rekel tak čisto zemljepisni problem ali pa zanimivost. Na drugi strani v samem konceptu, tudi v zborniku je jasno zapisano na enem mestu, da naj bi nove pokrajine postale tisti partneri evropskih skladov, iz katerih naj bi se črpala sredstva. Ja, ravno tu imamo v tem delu izrazit problem. Imamo sicer ustanovljeni dve kohezijski regiji in znotraj seveda tudi potem še ustrezno členitev, vendar se je zdaj skozi tekom razvoja tisto, kar je bistveno od leta 2008 do danes spremenilo, je, da zdaj lahko empirično dokažemo, da se je Slovenija izrazito centralizirala ne zgolj samo na političnem področju, ampak hkrati tudi na področju fiskalne decentralizacije oziroma centralizacije in pa gospodarsko. In to, kar je predsednik povedal, Kovšca, je izjemno problematično, predvsem zaradi tega, ker šteto po indeksu razvojne ogroženosti se recimo Prekmurje razvija 3,2-3,5 krat počasneje kot recimo osrednjeslovenska regija. Enako je postopno potem, če gledamo za Notranjsko, za Koroško, za Zasavsko, Posavsko in tako dalje. In to praktično pomeni, da smo mi prišli danes v fazo dejanske centralizacije. Ko smo mi začeli z tem projektom v maju leta 2019, je takratna statistika pokazala, da je približno 98 000 dnevnih delovnih migrantov, ki se iz različnih koncev Slovenije vozijo v osrednjeslovensko in pa regijo oziroma v Ljubljano, pri čemer je ta številka do danes že prešla 113-114 000. Od našega prvega modela, ki je bil postavljen, se pravi pred letom dni glede teritorialnih členitev, lahko zdaj, ker sem jaz osebno noveliral te podatke, že povem, da se je na periferiji število prebivalcev s stalnim prebivališčem v tem obdobju zmanjšalo med 5 do 6 tisoč prebivalcev, se je pa to povečalo v osrednjeslovenski regiji. In ta demografski odliv, to, kar so kolegi, predvsem
kolega dr. Naret in pa dr. Plut opozarjali, se je zdaj izkazalo, da če se bo ta demografski trend z dejansko centralizacijo nadaljeval, potem bomo zaradi neskladnega regionalnega razvoja, zato ker posamezna obrobna območja niso sposobna zagotoviti delovnih mest in seveda vsega, kar pritiče k ljudem za normalno življenje, se bo ta demografski trend nadaljeval in naj bi se število prebivalcev v naslednjih 20-30 letih, recimo na Koroškem, zmanjšalo za 15-16%, Prekmurju, enako Zasavska, Posavska, nekaj na Dolenjskem, Notranjskem in tako naprej. To praktično pomeni, da smo mi prišli že v to fazo, ko bodo, se pravi, ta območja ali pa so že postala spalna naselja za zaposlene, ki opravljajo svoje delo v Ljubljani in pa v srednje slovenski regiji. In to je z vidika zagotavljanja kvalitete življenja posameznika zelo pomembno. In ravno tu bi pokrajine lahko ob smiselnih pristojnostih in seveda zadostnih finančnih sredstvih lahko zagotovile tudi spodbude v gospodarskem in splošnem razvoju in seveda na ta način ohranjale lokalno okolje v takšni kvaliteti, da ne bi imeli toliko dnevnih migrantov, ki pa so recimo medregijskih, se pravi medobčinskih delovnih migrantov je okrog 460 tisoč, 180 tisoč med regijami in tako kot sem že povedal, 110-113 tisoč dnevnih migrantov v Ljubljano, kar praktično pomeni, da je kvaliteta vseh teh ljudi, ki dnevno na cesti preživijo 2-3 ure za to, da sploh pridejo v službo in nazaj, bistveno slabša, kot pa bi bila, če bi seveda lahko to ustrezno razpršili. No, ko sem govoril v bistvu o tej razčlenitvi in razliki med kohezijskimi regijami in novimi pokrajinami, sem mislil tudi na tisti evropski kriterij, bom rekel, povprečne razvitosti, tisti odstotek, ki potem pomeni več ali pa manj sredstev oziroma možnost financiranja kakšnih večjih projektov v različnih delih Slovenije, kar je zelo pomembno. Verjetno se, bom rekel, tudi ta logika spremeni s tem, ko imaš 10 adresantov, ne pa več samo 2. Ne, to je, vsebinsko je to bistveno in pomembno, je pa tudi tisti del, ki ga, se pravi, kateremu danes ne moremo slediti, je v tem, da bo potrebno v prihodnjem desetletju ali več območjem, ki so danes degradirane, se pravi, ki niso gospodarsko in splošno tako razvita, kot je recimo srednjeslovenska regija z Ljubljano, jim bo potrebno namenjati več denarja. In to je ravno koncept, kateremu sledimo v zakonu o financiranju pokrajin, se pravi, da se bo pri razdelitvi finančnih sredstev upošteval tudi indeks razvojne ogroženosti in bodo na ta način seveda ta območja, tako kot ste tudi dejali, dobili nekaj več denarja, da bodo pospešili ta gospodarski razvoj in seveda na ta način zadržali prebivalstvo v lokalnem okolju. Prosim. No, če dovolite, bi tukaj pokomentiral tako, da bodo gledalci razumeli, zakaj pravzaprav gre. Glejte, mi imamo tudi sedaj neko de facto organiziranost v obliki pokrajin. Imamo lokalno samoupravo, ki izjemno dobro medsebojno sodeluje. Nekatere občine si delijo skupne občinske službe. To ni noben problem. Problem je v tem, kadar se začne z investicijami. Recimo, da se nekaj občin medsebojno dogovori in da skupaj gradijo vodovod ali kanalizacijo ali neko drugo infrastrukturo. Vsaka občina je posamezen pravni subjekt, vsaka občina ima neko svojo, recimo temu, kreditno sposobnost in vsi skupaj so kreditno sposobni toliko, kot je sposoben najšibkejši. In kadar gre za črpanje evropskih sredstev, v tem trenutku, po izhodu iz velike finančne in gospodarske krize, ki je v Sloveniji dejansko financirala in rešila lokalna samouprava, lokalna samouprava sedaj ni več v stanju počrpati evropska sredstva, ki jih imamo na razpolago, zaradi tega, ker so večinoma občin so se znašle v tej fazi finančnega ciklusa, ko vračajo kredite, ki so jih najemali takrat, ko je bilo to res potrebno v krizi. In sedaj, kako takšne situacije reševati? Obstoj pokrajine kot entitete zagotavljati občinam, ki so združene v pokrajino, neko večjo skupno
finančno, gospodarsko, če hočete, fiskalno moč. In temu primerno so potem tudi tveganja za najemanje kreditov in za večje investicije manjša. Tudi lažje se je izpogajati za investicije, ki so v interesu celotne pokrajine. Potem lažje tudi izločiti, kaj je to nacionalni interes. Zdaj v tem trenutku se politične stranke prepirajo o tem, kaj je v nacionalnem interesu, kam bo celotna Slovenija vložila neka zelo velika sredstva, ko bi imeli pokrajine. Se nacionalni interes formira na presečišču interesov vseh pokrajinskih vodstev. In tisto, kar pokrajine zaznajo kot nacionalni interes, je nacionalni interes. Potem, ko govorimo o policentričnem razvoju, to se sicer lepo sliši, ampak 212 občin, ki so si medsebojno absolutno neprimerljive v neki moči in sposobnosti gospodarskega razvoja in zagotavljanja potreb občanov, je to zelo težko izvedljivo. Pokrajine to na nek način znivelirajo, izenačijo. Ko gre za črpanje evropskih sredstev, jaz mislim, da je zelo pomembno tudi to, da imamo v obmejnih območjih, kjer sodelujemo čez mejo z lokalnimi samoupravami sosednjih držav, da imamo en nivo, ki je njim enakovreden. Zdaj, če si predstavljate na Koroškem tako, da naši župani se pogovarjajo z avstrijskimi deželnimi vladami, kar jih postavlja avtomatsko v podrejen položaj. Ni pa mogoče, da bi mi kot država, kot Republika Slovenija za take pogovore vedno zagotavljali ministra za zunanje zadeve pa ministra za gospodarstvo. To tudi nekako ne gre. In če drugega ne, ko ustanovimo pokrajine, se izenačimo s svojimi sosedi in tudi čezmejno sodelovanje in črpanje evropskih sredstev za čezmejne projekte postane lažje. In dobi nek smisel. No, drugače, občine se znamo zelo dobro povezati, to moram povedati. Ravno pri teh evropskih projektih, tudi če gledate po celi Sloveniji, je večina v nekih projektih kanalizacij, vodovodov in takih veliko občin vključenih. Vendar pa, če bi rekel za našo regijo, naprimer Savinjsko, bi pa mi ne bi se pogovarjali 10-15 let o obvoznici Dramlje, ne? Bi verjetno sprejeli odločitev, to bi bil naš prioritetni projekt, bi verjetno jo že naredili, ne? Tako da bi se vsak lahko avtonomno odločil, kjer projekt bo tisti prednosti na določenem območju. Tako da povezovanje je tak in tak ključno vedno, ampak tukaj, ko pa pol ti združiš, v našem primeru mislim, da preko 30 občin, pa to pravzaprav popolnoma drugače deluje. Ali lahko ljudem razumljivo povemo, kaj naj bi bile pristojnosti novih pokrajin? Ja. Dejansko vse tiste naloge, katere je smiselno izvajati na regionalnem nivoju, se pravi, ko gre za izvajanje investicij v regionalne projekte, recimo na območju Štajerske je zelo pomemben projekt, recimo investicijski revitalizacija Mariborskega letališča in to je projekt, o katerem bi morala odločati pokrajina, ne pa, se pravi, država z pristojnim ministrstvom. To je na eni strani, na drugi strani gre za vsa področja izvajanja nekaterih gospodarskih javnih služb z področja varstva okolja. Recimo smiselno bi bilo zagotoviti na pokrajinah regionalna odlagališča odpadkov, recimo, en tak tipični primer. Potem pa seveda vse, kar je z področja sekundarnega zdravstva, se pravi splošne bolnišnice, srednje šole, hkrati tudi visoko šolstvo, raziskovalna dejavnost, so vsa področja, kjer bi dejansko pokrajine lahko prevzele vse tiste pristojnosti z ravni države, katere je nesmiselno ohranjati na tako visokem nivoju in jih bolj približati prebivalcem nekega širšega območja in tako, kot sta kolega povedala, v tem okviru zagotoviti hitrejše operativno ravnanje, kar pomeni recimo pri odločitvah o investicijah, da se to ne zavleče v desetletje ali dve, zaradi tega, ker to pomeni, da taka investicija potem ne sledi gospodarskemu razvoju in splošnemu trendu hotenja ljudi na tem območju in da se seveda hkrati s tem, ko se te pristojnosti in te naloge prenesejo na pokrajine, zagotovi tudi učinkovita participacija prebivalcev te pokrajine pri sprejemanju odločitev. To je danes eden tistih
najpomembnejših momentov, kar z strokovnega vidika ocenjujem, da je, tako kot je predsednik Ovšca povedal, odločanje o lokalnih zadevah, se pravi regionalnega pomena, danes prepuščeno državnemu nivoju. In ravno zaradi tega tudi prebivalci nimamo toliko občutka, da participiramo za svojimi predstavniki pri uveljavitvi tako imenovanega regionalnega javnega interesa. Se pravi, da bi na ravni neke regije, pokrajine odločali naši predstavniki in se seveda recimo odločili o smiselnosti, kot sem prej dejal, revitalizacije mariborskega letališča, ki bi na podlagi študij, ki smo jih pripravili, zagotovilo ali vse vplivalo na skoraj 30.000 delovnih mest na območju Štajerske, kar pa je seveda nujno potrebno za sam razvoj tega območja. No, ampak recimo, da probamo to ponazoriti na nekaterih konkretnih primerih, ker tistih točk je 17 in zdaj, če bi vse to naštevali, bi porabili veliko časa, pa ne vem, če bi gledalcem bilo kaj bolj razumljivo. Ampak recimo pri načrtovanju, to so recimo področja, ki jih našteva tisti člen, mislim, da 10. člen zakona o pokrajinah, denimo načrtovanje cestnega prometa, energetike, kmetijske politike. Kako se bodo recimo na teh področjih ločevale pristojnosti države in pokrajin? Energetika, na primer, ker vemo, da je zdaj državno lepo prepredena. Ja, če mogoče smem tu jaz odgovoriti v tem strokovnem delu. Recimo, če se dotaknemo vprašanja energetike, recimo cest. Danes, recimo na področju cest, imamo danes, ločimo med lokalnimi cestami, lokalnimi javnimi potmi, pa imamo regionalne ceste, državne in pa seveda avtoceste. In dejansko bi to pomenilo, da če danes država skrbi za regionalne ceste, bi regionalne ceste potem šle pod področje pokrajin. Na področju energetike pomeni, bi bile pristojnosti na področju upravljanja z energetskimi viri pretežno na območjih pokrajin, kar pomeni tudi izkoriščanje energetskih virov na rekah. Hkrati bi hkrati bi pa recimo tudi v tem smislu, če vzamemo še v obzir nekatere druge pristojnosti, recimo skrb za vodotoke, kar je danes državna pristojnost in vemo, da imajo v občinah tu izjemno velike probleme, predvsem zaradi tega, ker je premalo denarja, ker je preslabo upravljanje in zaradi tega je vsako leto zaradi poplav tolikšna škoda na kmetijskih zemljiščih in ostali infrastrukturi, bi seveda z prenosom teh pristojnosti na pokrajine dosegli večjo odzivnost, večjo preglednost in pa seveda lahko zagotavljali tudi večji obseg finančnih sredstev, ki bi se usmerjal v varovanje vodotokov, kar dejansko pomeni, bi na ta način tudi dosegli večjo stopnjo varnosti prebivalcev, ki živijo recimo na poplavnih območjih in tako naprej. Mislijo, vi ste prikimavali zdaj, ko je Ja, to je ravno razlagal. ta čiščenje vodotokov je taka, bi rekel, pereča zadeva. Kot veste, ta večino tega denarja gre za izgradnjo hidroelektrarn na državnem nivoju in pravzaprav res to na celotnem območju ta denar manjka. Sicer zdaj pač tudi po zagotovilu ministra Vizjaka se bo tu nekaj več denarja tudi v te namene naj bi se namenjalo, ampak absolutno to bi bila ena od, bi rekel, po moji oceni, ena od vidnejših napredkov, če bi lahko tudi na območju neke pokrajine ustrezno očistili vodotoke. To bi bila velika zadeva tudi za Slovenijo. No, vsekakor je vzdrževanje infrastrukture, govorimo tle recimo o elektrodistribuciji, potrebno koordinirati na državni ravni. To je eno. Osnovna proizvodnja energije oziroma zagotavljanje zadostnih količin energije je seveda tudi v pristojnosti države. Pokrajinska projekcija potreb glede na projicirani gospodarski razvoj in usmeritev posameznih pokrajin, pa potem pokrajini ne samo prinese pristojnosti, ampak ji naloži tudi potrebo potem oziroma obveznost, da si te dodatne vire s časoma zagotavlja. Tako da razpolaganje s prostorom je rak rana sodobne slovenske države. Tu imamo pa čisto od vseh lokalnih skupnosti pritožbe. Normalno je, da se razpolaganja s prostorom ne da peljati zgolj v eni sami inštituciji in to v Ljubljani, ker bi ta inštitucija morala imeti toliko zaposlenih in toliko kapacitet, da bi bilo to neobvladljivo. Te zadeve je treba prenesti na nivo pokrajin.
Jaz pač razmišljam čisto pragmatično. Ne morejo se vse pokrajine razvijati koherentno in v isti smeri, govorim gospodarsko ali pa, če hočete, tudi nimamo vsi enakih pogojev za kmetijstvo, turizem, gospodarstvo. Zadnja kriza, ta COVID kriza je pokazala izjemno visoko ranljivost turizma povsod, še posebno pa v goriški oziroma severno-primorski pokrajini. Zdaj, če apliciramo to na obstoječe stanje in obstoječo zakonodajo, se goriški ne da pomagati drugače, kot se da pomagati celotnemu slovenskemu turizmu. Če bi imeli pa pokrajine in pokrajinske pristojnosti, potem se pa na nivoju pokrajine lahko goriška regija odloči, da bo del sredstev namenjenih drugim panogam preusmerila v panogo turizma za prestrukturiranje, za pripravo za izhod iz krize. Torej, ta srednji nivo sposobnosti hitrih reakcij in odločanja nam manjka. Ravno tako je, kar zadeva zaščito in reševanje. Prisiljeni smo bili zapreti občine, državo. Če bi imeli pokrajine, bi se o tem lahko odločali po pokrajinah. Lahko bi tudi določili prioritete in v takšni situaciji, kot imamo zdaj, v tem lockdownu, bi lahko rekli, v eni pokrajini bomo žrtvovali tovrstno gospodarsko dejavnost, v drugi bomo žrtvovali storitve, v tretji energetiko, ampak vsi skupaj kot sistem bomo pa morali funkcionirati. In potem se to tudi lahko nekako skozi čas trajanja krize se lahko te zadeve spreminjajo. Pa ne bi rabili imeti v celi Sloveniji zaprte vse dejavnosti ves čas, ampak bi jih sčasoma z drugačnim pristopom, z večjo koncentracijo na varnostne ukrepe zapirali po pokrajinah posamezno in zagotavljali storitve drugod, kjer je izpostavljenost manjša. Dalo se bi dosti bolj učinkovito planirati, dalo se bi dosti bolj učinkovito reagirati na te težave, ker jih imamo sedaj. Sedaj je pa pač tako, da se občine znajdejo po svoje, država pa lahko samo oddaleč vsem skupaj pomaga, kolikor more. Jaz sem se hotel samo to povedati, da se je svet od leta 2004-2008 dejansko spremenil, da se je Slovenija spremenila, da so vsa dogajanja od ekonomskega do demografskega, družbenega, logističnega so veliko hitrejša, kot so bila takrat in naša ranljivost je dosti višja. Potrebujemo hitrejše odločanje in bližje dogajanju. Kaj pa recimo na področju izobraževanja in znanosti? Med pristojnosti recimo pokrajin naj bi prišla recimo tudi področje recimo razvoja visokega šolstva, potem mreža šol, ne vem, vpisna politika ali omejitve vpisa recimo v osnovnih srednjih šolah. To sem, bom rekel, prebral tam v obrazložitvah. Skratka, kako se boste recimo ločevali področje znanosti in izobraževanja in kako bo, ne vem, kaj se bo dogajalo z univerzami? Ali je smiselno recimo to razdeliti? Mi smo že zdaj imeli nek proces, da v bistvu ob treh recimo javnih univerzah smo imeli še celo kopico, bom rekel, nekih ali oddelkov ali pa recimo tudi zasebnih univerz in visokošolskih zavodov, ki so se ustanavljali po Sloveniji, pa ni bilo čisto jasno, ali je to povezano z razvojnimi potrebami recimo regij in pokrajin, se pravi tega nivoja, v katerih so te ustanove na nek način nastajale. Kaj bi tu pridobili s pokrajinami? Ravno to, kar ste omenili, je zelo pomemben. Se pravi, ta izobraževalni sistem mora slediti gospodarskemu razvoju oziroma ga mora spodbujati. Eden ključnih problemov Slovenije, to, kar smo že prej povedali, je, da smo šli po poti dejanske centralizacije. Imamo 3 javne univerze, 3 zasebne univerze, kopico visokošolskih zavodov, ki so se nekako poskušali prerazporediti po območju Slovenije in na ta način skozi svojo raziskovalno in pedagoško dejavnost spodbujati tudi gospodarski razvoj, kar je vse lepo in prav. Ampak ključni problem je ravno v tem, da že če gledamo po številu vpisnih mest in zapolnjenosti razpisanih vpisnih mest, v vsakem primeru prednjači Univerza v Ljubljani, ki ima preko 100% vpisanih. Temu sledi recimo Univerza na Primorskem z okoli 80% zapolnjenostjo svojih programov, Mariborska univerza z nekaj več kot 50%. In že tu se dejansko pokaže ta pritisk iz celotne
območja Slovenije v Ljubljano, predvsem zaradi tega, ker se mladi lažje odločajo za študij v Ljubljani, ker vedo, da bodo potem tudi tam zagotovo dobili svojo službo in si tam ustvarili svoje življenje. Recimo rektor Univerze v Novi Gorici, Danilo Zavrtanik, zelo rad poudari, da se mladi na Goriško ne vračajo. Se pravi, če odide študirati v Ljubljano, se potem iz Ljubljane ne vrne. In ravno pokrajine bi lahko spodbudile razvoj regionalnih študijskih programov, ki bi seveda bili odraz gospodarske klime in pa gospodarskega razvoja. Recimo na Goriškem bi to pomenilo, da bi se lahko bolj usmerili v področje turizma, recimo. In seveda bi na ta način tudi vzporedno z študijskimi programi zagotavljali preko pokrajin zadostna finančna sredstva za izvajanje raziskovalnih dejavnosti, ki bi bile usmerjene v regionalne programe. In to je tisti manko, ki ga je zaznati v visokošolskem, ne le v visokošolskem, pač pa tudi srednješolskem izobraževanju, ker se dejansko šolski sistem ne prilagaja trendom in zahtevam gospodarstva in ker ne prihaja do učinkovitega povezovanja med gospodarstvom, tudi negospodarstvom in pa srednješolskim ter univerzitetnim ali visokošolskim prostorom. In ta ključni problem, ki ga danes zaznavajo tudi župani po posameznih občinah, ki imajo recimo srednje šole ali visokošolske organizacije, je ravno v tem, da ne uspejo zadržati svoje mlade v lokalnem okolju, v lokalnem območju, ki bi kasneje seveda tudi prispevali k ustreznemu gospodarskemu razvoju. Gospoda, se strinjata? Absolutno. No, ampak recimo še eno področje je zanimivo, prenos državnih pristojnosti. Mislim, da 11. člen govori o tem. Na pokrajine ta zajema praktično prenos skoraj vseh znanih inšpekcijskih služb na pokrajine. In gradbene, in tržne, in okoljske, zdravstvene, veterinarske, varstvo potrošnikov kot recimo neko pomembno področje. Zdaj, zanimivo me, kaj to pomeni za pravno varnost državljanov, ker smo prej govorili o tem, da je stvari treba približati državljanom. Ampak recimo, kaj pomeni za njihovo enakost pred zakonom? Ne vem, lahko in v končni fazi, kdo bo recimo bedel, ko govorimo o inšpekcijah ali pa recimo o nekem odnosu tovrstnem nad morebitnimi koruptivnimi tveganji. Da ne bomo vzpostavili eno raven pravne varnosti, ne vem, v tej pokrajini, drugo v drugi, tretjo v tretji, ker bi to, postavilo nekako, vse to skupaj v eno malo čudno luč. Če mogoče dovolite tudi z tega strokovnega upravnega vidika, ko gre za prenos državnih pristojnosti na pokrajinsko raven, se pravi tudi recimo v primeru prenosa pristojnosti inšpekcijskega nadzora, bi v vsakem primeru druga raven, se pravi, ko gre za odločanje o morebitnih pritožbah, to še vedno ohranilo ministrstvo, se pravi pristojno ministrstvo. Je pa vsebinsko pomembno to, da z recimo morebitno ustanovitvijo 10 pokrajin z 2 posebnima statusoma Ljubljane in Maribora, bi dejansko na ta način lahko zagotovili učinkovito organiziranost inšpekcijskih služb na ravni pokrajin. To pomeni, če imamo danes inšpekcije centralizirane, pa seveda tudi izvajajo dekoncentrirane naloge na območju Slovenije, bi dejansko pomenilo, da bi imeli potem na celotnem območju Slovenije 10 oziroma 12 izpostav inšpekcij, recimo, ko govorimo o tržni inšpekciji, in bi seveda na ta način te inšpekcijske službe bile zamejene teritorialno na območje pokrajine, kar pomeni na eni strani z vidika pravne varnosti bistveno boljši pristop, zato ker bi lahko kvalitetneje in učinkoviteje z več kadri opravljali nadzor nad spoštovanjem državnih predpisov in seveda tudi morebitnih pokrajinskih predpisov in bi na ta način zagotavljali to, čemur mi pravimo pravno varnost v odnosu do posameznikov. Ker zelo pomembno je, da se na območju celotne Slovenije spoštujejo predpisi in tisti, ki jih ne spoštujejo, da so seveda za to ustrezno sankcionirani. Je pa potrebno zagotoviti seveda vsem tem, ki ne spoštujejo predpisov in jih inšpekcija morebiti kaznuje, pravno varnost v tem smislu, da lahko svojo pravico poiščejo v pritožbenem postopku ali pa postopku pred pristojnim
sodiščem. In iz tega vidika, ravno to, kar sem na začetku opomnil, pa kar tudi predsednik zelo rad pove, mi imamo zdaj 20 upravnih sistemov. Vsak je šel po svoji liniji. Centri za socialno delo so se razvijali po neki svoji inerciji in logiki, policijske uprave, finančna uprava in tako naprej. In seveda, če bi uspeli ustanoviti pokrajine, pomeni, da bi dejansko teritorialno potem vseh teh 20 upravnih sistemov uskladili in bi dejansko teh 20 upravnih sistemov prilagodili pokrajinski teritorialni členitvi. In na ta način bi seveda dosegli racionalnejšo organizacijo in seveda tisto, kar je zelo pomembno, večjo učinkovitost teh služb, ki pač bdijo nad recimo spoštovanjem predpisov na neki lokalni ravni. Gospod Kovšca, vi ste hoteli nekaj dodati? Ja, hotel sem samo to reči, da bi dejansko enako povedati, če dobimo še eno raven, v bistvu vse pokrajinske inšpekcijske službe nadzoruje državna inšpekcijska služba. Zdaj v teh primerih, kot so, če se pritožiš čez delo inšpekcij, se lahko pritožiš najprej na ministrstvo, potem na sodišče. In dogaja pa se res in praksa tako kaže, da včasih inšpektorji v posameznih krajih po zelo podobnih ali enakih dejanjih spišejo različne odločbe. In zdaj po principu kadija te tuži, kadija te sudi, je zelo težko iskati svojo pravico. Medtem, če bi pa obstajala regionalna pa zvezna raven, je pa zvezna raven prva meritorna in prva, ki poskrbi za to, da so na regionalni ravni recimo temu ista merila za vse inšpektore. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Kar je pa dr. Brezovnik izpostavil, ja, mi zdaj že imamo stratifikacijo državne uprave v posameznih podsistemov, vsak ima neke svoje pokrajine. Ampak veste, najbolj zanimivo je to, da ta model v največji meri to stratifikacijo že upošteva. In da tu ne gre za nekaj čisto drugačnega, kot sedaj obstaja, ker se večina teh sistemov v večji meri že prekriva. Zgolj nekatere in po nekaterih mejah bi bilo treba skozi čas prilagoditi. Tako da zdaj tukaj mi ne bomo kar podrli nekih obstoječih sistemov in sploh se to ne bo zgodilo od danes do jutri. Recimo najbolj podobno, ko smo šli gledati v praksi, najbolj točno tako, kot je predlagani model, je stratificirana obramba in zaščita. Oni se dejansko čisto pokrivajo s tem modelom, ne bojo imeli prav nobenih težav. Podobno je z policijo, malo drugače je z zdravstvom, ampak jaz mislim, da tukaj prav velikih težav ne bomo imeli. Imeli bomo pa težave, če se bomo kregali o imenu in mejah in če se bo proces centralizacije nadaljeval. Jaz bi to rad gledalcem predstavil čisto tako enostavno. Vsak dan je več ljudi, ki se vozi v osrednjo Slovenijo v službo, vsak dan je večji pritisk na to, da se zagotovijo nemoteni prometni tokovi, vsak dan več denarja se bo porabljalo za te ceste in te železnice in ne lokalne in ostale regionalne. In vsak dan bo imela periferija manj možnosti dohiteti center. Vsak dan bodo stanovanja na periferiji manj vredna, kot so tista v Ljubljani. Vsak dan bo, vsakim novim dnem bo lažje najti službo v Ljubljani kot na periferiji in periferija se bo praznila. To je nekaj, kar se odvija, ta proces se odvija s čedalje večjo hitrostjo in mi praktično veliko časa za ukrepanje nimamo. In ni to proces, ki je značilen samo za Slovenijo, to je proces, ki se odvija po celotni Evropski. Prostor, ki ga zapustiš, zapolni nekdo drug. Ali pa ostane prazen in nevreden. Veste, večji problem je ravno ta del. Vzporedno s tem, ko smo pripravljali ta projekt, so kolegi geodeti pripravili tudi svoje študije in te so po eni strani šokantne. Medtem ko imamo v Ljubljani manjko stanovanj in bivališč, je recimo na območju celotne Slovenije, ko govorimo o periferiji, preko 150.000 praznih stanovanj. To praktično že nakazuje ravno ta trend, kako se dejansko tudi urbano ta središča, pretežno Ljubljana, pa vzporedno potem z Ljubljano Kranj pa Celje, recimo, pa že tudi Novo mesto, razvijajo bistveno hitreje, predvsem zaradi tega, ker imajo pomanjkanje
po recimo stanovanjih. Ta mesta, se pravi vsa mesta preostala, ki sem jih naštel, pa postajajo spalna naselja za ljudi, ki dnevno migrirajo v Ljubljano. In recimo, če bi vzeli v obzir tudi ta del, je to zelo pomemben pokazatelj, kako se dejansko periferija siromaši, medtem ko pa center, kot je bilo že rečeno, bogati v urbanem smislu in seveda tudi v smislu samega prostorskega razvoja. To je, kar je bilo prej izpostavljeno. Mi imamo v Sloveniji na področju urejanja prostora izjemno velike probleme, predvsem zaradi tega, ker nimamo možnosti oziroma zakonske, dejanskih, pa ne, da bi sprejemali regionalne prostorske načrte. Na občinski ravni imamo ta problem, da skoraj tretjina slovenskih občin še nima potrjenih in sprejetih občinskih prostorskih načrtov in seveda, če nimaš sprejetih temeljnih aktov, ki so namenjeni prostorskemu načrtovanju, tudi ne moreš načrtovati umeščanja infrastrukture v prostor. Če tega nimaš, ne moreš kandidirati za pridobivanje sredstev iz sklada Evropske unije, ker nimaš izpolnjenih osnovnih pogojev. Seveda, če tega nimaš, tudi ne moreš zagotoviti tega razvoja. In to je ravno tisti del, ki bi ga bilo potrebno skozi ali pa z ustanovitvijo pokrajin odpraviti. Se pravi, razbremeniti občine v smislu sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, ki so izjemno dragi in hkrati tudi operativno traja vsaj 7 let za to, da občina pride do svojega občinskega prostorskega načrta. V tem času seveda razvoj gre mimo občine, to bo kolega, ki je župan, vedel povedati. In če bi lahko odpravili te administrativne prepreke za tem, da bi občine na nekaterih mestih razbremenili ravno na področju recimo priprave prostorskih aktov, se pravi teh splošnih prostorskih aktov, bi zatem dejansko pohitrili celotni gospodarski razvoj. Veste, ker recimo to, kar smo se mi pogovarjali za kolegi gospodarstveniki, ko se nekdo, ki želi zgraditi tovarno, recimo pa govorimo o primeru Magne ali pa o primeru drugih tovarn, ko je šlo za recimo Akrapoviča in tako naprej. To so zgodbe, kjer imajo na trgu potrebe potem, da bi zgradili tovarno. Recimo tak tipični primer. In če se danes tovarnar želi angažirati za to, da bo to tovarno zgradil, ki jo potrebuje čez 2 do 3 leta, se mu bo ta čas podaljšal na 8 ali 10 let. Recimo primer Akrapoviča je bil tak tipični primer. Medtem ko se je pa izkazalo, da na primeru, ko je šlo za izgradnjo Magne, je imela država izrazit državni interes, predvsem zaradi tega, ker na območju Štajerske ali pa v tem delu velja ali pa imamo zelo visoko stopnjo brezposelnosti in ker je imela država to vrsten interes, je do te izgradnje tovarne prišlo v 2 do 3 letih, kar praktično pomeni, da smo v tem primeru sledili trendu gradnje tovarn v tujini. In tu se je ravno na tem primeru pokazalo, da če bi imeli ustanovljeno pokrajino in bi pokrajina imela tovrstne pristojnosti, kot je jih imela država na področju spodbujanja investicij v gospodarstvo, potem bi lahko take tovarne zgradili ne samo v Hočah, ko gre za primer Magne, pač pa na območju celotne Slovenije. In bi na ta način seveda zagotovili prvič delovna mesta in pa ustrezne gospodarske tokove, ki so nujno potrebni za nek skladen razvoj. Ko govorimo o razvoju, verjetno rad bi 2 vprašanji v bistvu še zastavil, gledam tudi koliko časa nam je ostalo do konca oddaje, ampak to vprašanje je bistveno, kaj bodo izvirni prihodki pokrajin? Ker rabimo denar, se pravi, odkot bo ta denar prišel? Zdaj, dejansko je ta situacija za COVID-om bistveno spremenila tudi finančno strukturo. Predvsem zaradi tega, ker zdaj glede na vse omejevalne ukrepe pri razvoju oziroma izvajanju storitvene dejavnosti se zdaj kaže velik primanjkljaj v proračunu, se pravi slovenskem proračunu, tako da kakršnekoli izračune delati danes je utopično, ker jih lahko delamo samo na podlagi podatkov iz leta 2019, vemo pa, da bo imel v letošnjem letu državni proračun primanjkljaja 4 in še nekaj milijard in tako naprej. Ampak izvirna finančna vira pokrajin sta predvidena preostali del dohodnine, se pravi tisti del, ki ga prejema država, in pa davek na dohodke pravnih oseb. Pričemer je tu potrebno povedati, da se želimo izogniti
problemu, ki ga imajo danes občine pri zagotavljanju financiranja občin. Se pravi, pri sistemu financiranja občin se občinam izračunava povprečnina, pri čemer ta temelji na stroškovnem vidiku. Se pravi, toliko, koliko je bilo porabljenih sredstev, se potem na tej podlagi izračunava povprečnina in občine so se v preteklem desetletju nenehno borile za to, da bi dosegle vse tisti zakonski minimum povprečnine in na ta način financirale izvajanje vseh pristojnosti nalog na lokalni ravni. In v tem primeru pa je strokovna skupina za fiskalno decentralizacijo predlagala, da bi moral sistem financiranja temeljiti na prihodkovnem sistemu. To pomeni, da je potrebno vsako nalogo, ki se bo prenesla v pristojnost pokrajin, predhodno oceniti in določiti vir, iz katerega se bo financirala. Zato smo tudi predlagali postopni prenos pristojnosti do leta 2030. V prvi fazi bi se prenesle zgolj tiste naloge, ki so potrebne za vzpostavitev prvega upravnega sistema, se pravi pokrajinskih uprav do leta 2023. In tu nam je Ministrstvo za javno upravo ponudilo izjemno pomoč z ministrom Koritnikom, da so pripravili celovito študijo in smo dejansko na tej podlagi in pa na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za obrambo prišli do vzpostavitve koncepta, kjer bi za začetek delovanja pokrajin leta 2023 potrebovali okoli 176 milijonov evrov. To ne gre za nov denar, to ne pomeni, da bi zaradi tega morali prerazporejanje iz obstoječih postavk, zato da se pride do... Se pravi, ta denar bi se prerazporedil iz državnega proračuna v pokrajinske proračune, zagotovilo bi se dejansko normalno funkcioniranje oziroma normalni začetek dela in bi dejansko potem lahko dograjevali ta sistem, se pravi pokrajin, enako kot smo to počeli z občinami od leta 1994 dalje. Gospod Kovšca, gospod Misja, zadnje vprašanje za vaju dva. Kakšen bi bil vpliv predlaganega števila pokrajin na predvidene spremembe volilne zakonodaje v Sloveniji? Ali ne bi bilo recimo smiselno, da bi bile meje volilnih enot in pokrajin ene in iste? Če to vprašanje odpremo sedaj, ob ustanovitvi pokrajin, potem jih ne bomo dobili naslednjih 20 let. Jaz mislim, da je modro reševati probleme enega po enega in to takrat, ko se pojavijo. Najprej ustanovimo pokrajine, potem se začnemo pa pogovarjati o tem, kako volitve prilagoditi novo nastali situaciji. Ker to vprašanje seveda ima še drugi odgovor, odvisen od modela volitev, ali je proporcionalni, ali je večinski, ali je kakšen drugi, ker je potem treba zadeve spet deliti na novo. V bistvu. Odpira to še enkrat. Tudi jaz mislim, da je veliko problemov že pri sami ustanovitvi pokrajin, da je veliko dela, da bomo lahko prišli do tega, tako da to odpirati bi bilo pa res problematično. Gospod Misja, glede na to, da je, bom rekel, teh združenj in skupnosti, lokalnih skupnosti v Sloveniji kar nekaj, mislim, da ene tri različne so, vam, ne vem, iz združenja mestnih občin kaj oponirajo, ko gre, bom rekel, za te predloge, glede na to, da bom rekel, boste imela dve od 11 mestnih občin nek poseben status? Glejte, sicer sem tak tudi v začetku, ko sem začel predsedovati, nekako izrazil željo, da se vse tri združenja združimo. Mi imamo 180 občin, mestnih je tak 10, 11 in pa združenje občin ima okoli 100 občin, ampak to se prepleta in je tudi tukaj, moram reči, nepotrebno. Je pa res, da zadnjo leto smo pa začeli vsi brcati na isti gol in to je zelo pomembno. Pri pokrajinah mislim, da imamo podobna stališča, mogoče bi kateri imel svoj kraj pa svojo pokrajino, da se tu razlikujemo, drugače pa lahko rečem, da tudi zato, ker smo začeli malo bolj skupaj razmišljati, imamo po moje tudi zdaj ustrezno povprečnino, tudi do drugačno financiranje, no to pa tudi po zaslugi razumevajoče vlade ta trenutek. Hvala vam lepa, bom rekel, za ta zaključek in upamo, da seveda prestižna vprašanja in prestižni razlogi ne bodo v prihodnje
onemogočali pravzaprav tega projekta v njegovem nadaljevanju. Jaz se vam seveda iskreno zahvaljujem za vse izrečeno, za vse ideje in tudi razmišljanja o tem, kako ta projekt nadaljevati in uspešno pripeljati do konca. Hvala vam seveda za sodelovanje v naši oddaji. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, seveda hvala za pozornost in nasvidenje.